Tri največje prednosti. Eno je definitivno to, da je zmanjšan negativen vpliv na okolje. Torej, pri car sharingu na splošno, tudi če se pogovarjamo o bencinskih, dizelskih, je plus zaradi tega, ker so vozila bolj izkoriščena in tudi pomeni, da imamo manj teh vozil. Pri električnemu car sharingu, takemu sistemu, kot ga imamo mi, je to še toliko bolj zaradi tega, ker gre za električna vozila, ki pri porabi sami nimajo nobenega izpusta za okolje. Hkrati ni zvočne polucije, torej z električnimi vozili zmanjšamo samo hrupnost teh vozil. Če se sprehodimo čez mesto, pa je veliko avtov, se skoraj ne moramo pogovarjati. Če bi nas samo švigali električni avti, bi se lahko pogovarjali čisto kot doma v dnevni sobi. Tretja stvar pa je to, da razbremenimo mesto z vozili, torej eno sharing vozilo lahko nadomesti nekje med 10 do 20 lastniških vozil, kar pomeni, da velika količina sharing vozil lahko mesto res zelo dobro razbremeni in tudi ta parkirna mesta potem lahko res uporabljajo tisti, ki jih res potrebujejo, dnevni migranti, tisti, ki hodijo v službo v mesto, pa pač tudi tujci, ki pridejo na obisk, pa pač hkrati lahko tudi ta parkirna mesta preuredimo na koncu v zelene površine ali pa v otroška igrišča.